Tukaj delo vsakega enologa je naporno, ker moraš muhe narave ukrotiti na prav način, da se to zelo dobro odrazi v vinu. Ja, se pravi, prva faza, ali pa bom rekel tako, delo enologa poteka čez celo leto. Se pravi, od bom rekel, diktiranja ali predstavitve, kako je treba opraviti režnjo, z namenom, da imaš specifičen pridelek na koncu v trgati. Od režima škropljenja do, se pravi, do dela povezave z vinogradniki. Pol pride faza trgatve, se pravi, v fazi trgatve je treba spremljati vsak vinograd in se odločiti spet na osnovi okusa grozdja, ne na osnovi sladkorja, kdaj se začne trgati določene sorte ali pa določenega grozdja z določene mikrolokacije. In pol ta glavni del dela enologa se začne s sprejemom grozdja v klet v času trgatve in prilagajanjem pristopa predelave grozdja v vino. Pravi, zato ker tukaj ni, tako kot vsak pravi kuhar, tudi enolog nikoli ne dela stvari po receptu. Pravi, sam že v osnovi, čim dobim grozdja, skozi okus grozdja vem, kakšno bo vino na koncu, oziroma temu, kaj želim. In temu prilagodim postopke predelave, se pravi, faza prešanja, koliko časa se naprimer izvaja maceracija drozge, da se izlužijo aromatske komponente, potem, ko dobimo mošt v klet, koliko časa ali pa na kakšnih temperaturah mošt vre, ker tudi pol sam tip vina na koncu je zelo odvisen od temperature, na kateri mošt vre. Pol ali bo to taka kvasovka, ki jo dodamo noter. Potem, ko dobimo vino, na kakšen način donegovati to vino, ali ga takoj filtrirati, ali zori naprej. Mi zagovarjamo teorijo, da vsa vina zorijo maksimalno časa na odmrlih kvasovkah. Potem priprava vina na stekleničenje, se pravi stabilizacija beljakovine, to so ene komponente, ker če jih mi ne bi izločili iz vina ven, bi se pol kot kosmiči pojavili v steklenici, tu pa zakonsko ni dovoljeno. In priprava do stekleničenja, s tem, da je tudi delo enologa gre pol tudi naprej, z roko v roki s kolegi iz prodaje, tako da ja, celoten proces od vinogradništva do prodaje delo enologa. Predvsem pridelujemo vina filozofije manj je več, vračanje k naravi, vračanje k temu, kar so delali naši predniki, z modernimi pristopi seveda. Se pravi, vina s čim nižjo vsebnostjo žvepla, z nižjimi alkoholi, zaradi tega, da lahko malo več popiješ, pa greš za volan. Po drugi strani pa, delamo vina, ki so v koraku s časom ali pa pred časom, zato ker želimo biti nosilna klet filozofije v bodoče v Sloveniji, se pravi vodilni v trendih, ker vino, tako kot vsaka druga dobrina materialna, tudi pogojena s trendi, tako da delamo dobra vina, tako bom rekel. Primer, zdaj, ker imam nov letnik že v kleti, je lanski letnik meni dolgočasen, brezvezen bom rekel, to ker vem, da sem letošnjega nadgradil. Sam nikoli ne zagovarjam filozofije, ja, letos je bil pa dober letnik, letos je bil pa slab letnik. Vsako leto se moraš znajti, to, ker potrošnika to ne zanima. Tako da letos sem zelo zadovoljen s trgatvijo. Zdaj, če me boste vprašali čez eno leto, bom rekel, z lansko trgatvijo nisem zadovoljen, oziroma mi je že brezvezna. Tako da, ja, pač moja osebna, ali pa jaz kot oseba sem tak tip človeka, da konstantno si želi več. Tako da zame ni ene zgornje meje, do kje lahko grem. Tako da jaz zame pravim, da vsako leto je boljši letnik kot predhodni letnik. Jaz bom rekel, od belih sort bi rekel Chardonnay, govorim o naši kleti, govorim za letnik 2014. Za rdeče pa je težko, dokler ne glede na to, da je bilo toliko dežja letos, bom rekel tako, trta ne mara suše. Če trta doživi pomanjkanje vode, pomeni, da bo najprej zase poskrbela, grozdje, je malo mar za grozdje, tako da letos, ki je bilo dosti dežja, je rdeče grozdje bilo bolj dozorelo kot prejšnja leta, tako da pri rdečih vinah bi pa rekel kar za vse, se pravi od Barbere, Merloja, Caberneja, modrega Pinoja, tako da pri rdečih ne bi nobenega posebej izpostavil.
V vsaki državi dobite bleferje, v vsaki državi dobite strokovnjake in kar je za nas pridelovalce najbolj pomembno, v vsaki državi dobite ogromno potrošnikov vina.